Pogum, molitev in ponižnost. To so poteze, ki odlikujejo velike glasnike, ki so cerkvi pomagali rasti v svetu in so pripomogli k njeni misionarskosti. O tem je danes zjutraj med sveto mašo v kapeli doma svete Marte spregovoril papež Frančišek. Njegova homilija se je navdihovala pri današnji liturgiji in vzoru svetih Cirila in Metoda, zavetnikov Evrope, katerih god vesoljna cerkev obhaja 14. februarja. Da bi bilo oblikovano Božje ljudstvo, potrebujemo sejalce besede, misionarje, resnične glasnike, kakor sta bila Ciril in Metod. Bila sta neustrašna brata in Božja pričevalca, ki sta Evropo naredila močnejšo. 3 značilnosti osebnosti poslanca pa predstavlja današnje berilo z likoma Pavla in Barnaba ter evangeljski odlomek z 72 učenci, ki jih Gospod pošlje po 2 in 2. Sveti oče je najprej izpostavil potezo odkritosti, ki vključuje moč in pogum. Božje besede se ne sme predlagati kakor ponudbo, ki lahko ugaja ali ne, in tudi ne kakor dobro filozofsko ali moralno idejo, ki govori, kako se lahko živi. Je nekaj drugega. Predlagana mora biti z odkritostjo, s tisto močjo, da bi beseda prodrla, kakor pravi Pavel sam, vse do kosti. Božja beseda mora biti oznanjena s to odkritostjo, s to močjo, s pogumom. Oseba, ki nima poguma, duhovnega poguma, poguma srca, ki ni zaljubljena v Jezusa, saj pogum prihaja od tu, ta oseba bo lahko povedala nekaj zanimivega, nekaj moralnega, nekaj, kar bo storilo dobro, filantropsko dobro, toda ne bo Božje besede. Beseda tiste osebe ni sposobna oblikovati Božjega ljudstva. Samo Božja beseda, oznanjena s to odkritostjo, s tem pogumom, je sposobna oblikovati Božje ljudstvo.